Na letošnjem festivalu Bobri je poezija navdihnila številne nastopajoče, ki so osupljili in presenetili marsikaterega mladostnika. Tudi na improvizirani predstavi Alien Express, kjer sta mlada plesalca Žigan in Gašpar raziskovala odnos med dvema plesalcema. Če se poezija ukvarja s pomeni, pa plete pomene, se mi ukvarjamo z gibi, pa pletemo gibe. In te gibi imajo pomene in te besede imajo pomene. S sodobnim plesom so poezijo povezali tudi v predstavi Morda na videz Kdaj, kot vsi ljudje, Kaje Lorenci. Glasbe skoraj da ni, večina plesa poteka v tišini. V tem smislu smo mi tudi veliko besed uporabljali in potem smo jih začeli mešati z gibi in potem so besede počasi zginile in je ostal samo gib, ampak nekje v ozadju lahko rečemo, da je poezija. Ja, meni je bila tudi zelo všeč, ko obedve pleševa sodobni ples in bomo lahko v koreografiji uporabili kaj gibov iz te predstave. Poezije ne manjka niti v gledališču. Romeo in Julija, nesrečna ljubimca, sta prikazana v moderni predstavi, ki mlade zabava. Med predstavo skoraj vedno pozabim del besedila in sem primoran improvizirati, ampak se mi zdi, da je to dobra stvar, zaradi tega, ker to ohranja predstavo živo. Nauk te zgodbe je po mojem, da pač ne upoštevaš drugih, ampak pač delaš, kar misliš. Ja, da si vidiš svojim načelom, pa se ne oziraš na druge, čeprav bi po njihovem mnenju mogoče se drugače obnašati. Meni je bila predstava zelo všeč, ker so igralci zelo dobro znali improvizirati in so tudi okoliške motnje uporabili za del predstave. Ko pa se beseda znajde na ulici, se strga z verige. Slovenski poeti repa so uprizorili pravi šov. Tudi obiskovalci so dobili svoj glas. Bildam svojo dušo, mislim svojo glavo, razbijem naše miši, še veščim svojo slavo. Bilo mi je zelo všeč, da ko sem se zabaval, da sem lahko zapel Zlatkotom. Njihove zarepane besede so ponesle mlade, da so neovirano sledili ritmu, besedam, melodijam in sporočilom o urbanih poetov repa. Mislim, da ima rep poleg tega, da je riman, vse značilnosti poezije. Letošnji Bobri so nas naučili, da poezija ni le dolgočasno nakladanje učitelja pri pouku, ter da se jo da ujeti in prikazati v različnih oblikah, od plesa preko gledališča do repa.